naše brežiške šole. Kajti danes je velik dan, na odru se bo predstavilo oziroma zaigralo skoraj 160 nastopajočih. Skoraj 160 nastopajočih glasbenikov, učencev, nekdanjih učencev in profesorjev. Biti član orkestra, zbora ali govorne skupine je zares posebno poslanstvo. Za mladega glasbenika to pomeni, da ima že dovolj znanja, da ga lahko nadgrajuje v tako številčni skupini. Sama sem vedno z veseljem in ponosom povedala, da igram v orkestru. In verjamem, da bo tako tudi danes vsaj tistih 35 učenk in učencev, ki bodo nocoj nastopili prvič v tako veliki zasedbi. In tako rekoč bodo prebili let in predstavila jih bom vsakega posebej. Za vas, spoštovana publika, pa imam eno nalogo, da ko jih predstavim, jih nagradite z enim bučnim aplavzom. Harmonikarskega orkestra Glasbene šole Brežice, ki velja za enega od najstarejših orkestrov Brežiške glasbene šole. Bil je ustanovljen v prvem desetletju delovanja glasbene šole. Poleg rednih učencev imajo danes v orkestru svoje mesto še učitelji in nekdanji učenci, ki na takšen način zadovoljujejo potrebe po druženju z glasbo in glasbeniki ter istočasno izražajo svojo pripadnost šoli, glasbi in umetnosti nasploh.
Citrovskemu orkestru glasbene šole Brežice in solistom Luciji, Mihaeli in Gašperju. Glasba je rdeča nit, ki lahko poveže vse trenutke in različne občutke. V prazničnem obdobju pa ima glasba še posebno moč, saj združuje ljudi in ustvarja čustvene vezi. Verjamem, da danes marsikateri starš ali stari starš v publiki še kako ponosno sedi in je ob takšnih trenutkih, kot je danes, še posebej čustven in vesel. Dragi starši, stari starši, bratje, sestre, prav je, da ste, saj naši otroci so zaklad, naši mali učitelji, vzorniki, ki v sebi skrivajo številne talente.
z dirigentom profesorjem Tonijem Šalerjem. Profesorja Danijela Jušo. En lep dober večer, tudi v mojem imenu. Lepo vas je videti v tako veliki številki. Da, to je naš največji koncert. Na božično-novoletnem koncertu orkestru in zbora, kot je povezovalka povedala, se na odru pojavi med 160 do 180 nastopajočih. Največji, da, najpomembnejši, mogoče. Malo sem gledal, koliko nastopov smo imeli od 1. januarja pa do danes. Sem bil presenečen na številko, današnji je 173. Možnosti, da otroci nastopajo, da se pojavijo na odru in da svoje znanje delijo vam, nam in bogatijo to kulturno življenje. Najpomembnejši, veste, vsi so enako pomembni. Tudi tisti naši interni, ki imamo vsako sredo, ko se večinoma pojavljajo solisti, prvi razred, drugi razredi, ki prebijajo let, potem se vključujejo v komorne zasedbe, in ko imajo dovolj znanja, pa imajo to nagradni čas, da so lahko vključeni v orkestre. Res smo posebna šola glede števila orkestrov, saj njeno našo velikost je normalno, da ima šola 4 do 5 orkestrov, mi imamo 7 in vokalno skupino, občasno se pa pojavi tudi tolkalna skupina, ki trenutno čaka ekipo. Zadnji koncert je imela glasbena šola Brežice
z orkestri v mesecu maju. V mesecu maju smo na odru pogrešali eno osebo, ki danes z nami igra in smo zelo ponosni in hvaležni, da je z nami gospod Dragotin Križnič. Čestitke vsem nastopajočim, vsem mentorjem, vsem dirigentom. Čestitke in zahvala celotni tehnični ekipi, tam, ki so bili na odru oziroma na stopni, tukaj, ki pomagajo na odru, Lučka in Tonskemu mojstvu. Vsem, ki ste prispevali za ta današnji koncert. Ni samo igranje, za tem koncertom stoji tudi velika logistika. Hvala tudi vam, da nam zaupate vaše otroke. Hvala vam, da jih vozite v glasbeno šolo 3-krat, 4-krat, 5-krat na leto, ko je potrebno. Mi verjamemo, da otroci z vsakim nastopom pridobijo na samopodobje, da se učijo javnega nastopanja in to jim bo v življenju koristilo, tudi če se ne bojo profesionalno ukvarjati za glasbo. Veste, veliko naših otrok se po zaključenem igranju šolanja v glasbeni šoli vključuje v amaterske orkestre, v pihalne orkestre, v tamburaške, v zbore, prav tako v zbore. In to je tisto bogatstvo in poslanstvo, ki ga opravljamo mi. Vsako leto pa nadaljuje šolanje na srednji stopnji kakšen 2 do 3 učence z naše šole, kar je tudi potrebno, da gradimo naše profesionalne orkestre in jim dajemo podporo. Ob tem priložnosti bi se želel zahvaliti tudi naši povezovalki, naši bivši učenki, naši citrarki, Ani Urek, in se te lepo zahvaljujem in te vabim na eno ročico. Vam, spoštovani, pa želim mirne praznike, srečno novo leto in vse dobro. Lep pozdrav. To je orkester, ki po svojem stažu sodi med najmlajše šolske skupine, a kljub temu zadovoljuje potrebe po duševni hrani velikemu številu sedanjih, bivših učencev ter tudi poslušalcev. Svoj prvi nastop je orkester imel leta 2000 na reviji simfoničnih orkestrov glasbenih šol Slovenije v Krškem. Kot majhno posebnost je v okviru svojega programa zaigral 2 stavka simfonije številka 22 v C-duru takratnega učenca glasbene šole Brežice, Jureta Godlerja. Prvi dirigent orkestra je bil profesor violine Vladimir Zlatko Sverak, od leta 2009 pa orkester vodi profesor trobente Miran Petelinc.